Za to, da imaš ti maržo, moraš najprej imeti točen strošek proizvoda, realen strošek proizvoda. In kot sva že prej ugotovila, tega ni pri navadnih računovodskih programih, pri ERP-ih, ker se to pavšalno razknjiži, ker se to po normiranih količinah razknjiži, ker niso upoštevani vse ure pa minute vsakega zaposlenega, ki je tukaj noter vštet. Tudi konec koncev študent, ki je 14 dni zaposlen, tudi njegov strošek je tukaj noter padel. In šele ko imamo take ta prave podatke, potem lahko gledamo, kakšna je prava marža. Saj zaposleni pa direktor gledajo maržo, pa gledajo strošek proizvoda. Samo v tistem trenutku pač ni ta prav. In to je problem, ne. Kasneje, ko se pa pavšalno razknjiži stroške, koliko izdelkov smo naredili ta ta mesec, pa dobiš čisto drug podatek o strošku. In potem ne veš, komu bi zaupal. Isti podatek, dve različni vrednosti.